Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Tudi gimnazija Ormož se seveda v teh dneh pripravlja na svoj informativni dan, letos še z večjim veseljem, kajti dobila je še dodaten program zdravstveno nego, kar seveda na gimnaziji pa tudi v občini Ormož štejemo za veliko pridobitev. Predvsem pa bo ponujala v bodoče 28 novih srednješolskih mest, kar pa tudi pripomore k temu, da čim več mladih ostane v domačem okolju. Kako in kaj, kako se zadeve odvijajo, kako se pripravljajo na ta svoj novi program, pa nam bosta danes razložili ravnateljica Klavdija Zorjan-Škorjanec. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Prav lepo pozdravljeni in hvala lepa za to priložnost. In z nami je tudi svetovalna delavka na gimnaziji Polona Kosec-Krajnc. Lepo pozdravljeni, lep pozdrav velja seveda tudi vam. Lep pozdrav in hvala za vabilo. No, verjamem, da z velikim zadovoljstvom prihajata danes tako pred kamero, kajti novica, da bo v Ormožu tudi srednješolski program zdravstvena nega, je seveda, kot smo že povedali, velika pridobitev. Tako je, kot sem že velikokrat povedala, velika pridobitev po 12 napornih letih. Namreč veliko časa si že nekako poskušamo pridobiti ta program. Zdravstvena nega je program, za katerega že 12 let govorimo, da je zelo pomemben, da je potreben v našem kraju, kajti vse skozi se kažejo potrebe po tej, se pravi, kvalifikaciji poklicni in v tem času, kot danes živimo že nekaj časa, je še ta potreba večja. Ja, veseli smo seveda, to v zadnjem času nam je pa uspelo, delali smo veliko, si veliko prizadevali z veliko ljudmi, ki so nam tukaj tudi pomagali in pridobili za leto 2021, 22, 28 mest programa zdravstvena nega. Gospa Polona, verjetno seveda priprave potekajo, gre torej za srednješolsko usmeritev zdravstvena nega, kar pomeni medicinska sestra, oziroma medicinski brat bo potem nekoč, po 4 letih, zaključno maturo. Torej, res, da program traja 4 leta, naziv končan, ko dijak konča, torej vsa ta 4 leta po opravljeni poklicni maturi, je pa tehnica medicinske, torej zdravstvene nege, tehnica, je pa to po starem, bivša srednja medicinska sestra. Se v tem času že pojavljajo kakšne vprašanja, kljub temu, da nas torej informativni dan šele čaka? Seveda, zanimanje za ta novi program se pojavlja, zdaj smo v fazi informiranja, kmalu bomo seveda prišli tudi v fazo svetovanja. Na mnogih osnovnih šolah smo že prezentirali ta novi program, z velikim veseljem tudi naše bodoče dijake, učence ozaveščamo o tem novem srednješolskem programu. Seveda pa radovednost tudi raste med nami samimi, tudi znotraj kolektiva, tudi v samem okolju, ko se tudi kdaj sprehajam ali pa grem čez Ormož, recimo tudi ljudje sprašujejo, tako da je to zelo vse pozitivno, ker se novice širijo, vedno bolj se seveda september približuje. Gospa ravnateljica, glede na to, da je to že sedaj 3. program na gimnaziji, vam dobro gre, Čemu to pripisujete? Ja, zdaj seveda to, da imamo že od leta 1998 gimnazijski program, je to naš program gimnazije Ormož od vsega začetka, na katerega smo zelo ponosni. Zdaj, pozneje, takrat mene ni bilo tukaj, ko je ravnateljevala gospa Blanka Erhartič, so seveda pridobili na šoli program predšolske vzgoje. Zdaj tudi takrat, naj povem, so se zavzemali za program zdravstvene nege, vendar niso žal bili uspešni, pa vendarle jim je ministrstvo dodelilo ta program predšolske vzgoje, kar so na začetku bili veliko število ljudi skeptičnih, kako bomo to uspeli, kako bomo lahko poleg gimnazijskega programa peljali predšolsko vzgojo, ali bomo uspešni. In seveda kolektiv, ta je tisti, ki v bistvu dela tisto glavni del. Seveda
pa smo dokazali, da tudi program predšolske vzgoje smo peljali, seveda so se učili, sigurno tudi tukaj, ampak dokazali s prvo poklicno maturo, da so uspešno peljali prve 4-letnike in potem vsako naslednjo maturo zopet uspešni. Potem zdajle, ko smo dobili zdravstveno nego, moram povedati, da je to velik zalogaj. Predšolska vzgoja je morda v bistvu zelo podoben program nam, učiteljem, pedagoškim delavcem. Zdravstvena nega je pa res takšna stroka, ki je mi vseeno v potankosti toliko ne poznamo. Zato smo se povezali zelo hitro z vsemi inštitucijami tukaj okrog, se pravi z Zdravstvenim domom Ormož, z Centrom starejših občanov, psihiatrično bolnišnico. Potem veliko sva govorili z direktorico Ptujske bolnišnice, Zdravstvenega doma Ptuj in pa Centra starejših občanov na Ptuju in pa seveda Zdravstvenim domom Ljutomer. To so ljudje, ki so mi na začetku svetovali, kako se tega lotiti, kako v bistvu sploh postopati, da bomo lahko v redu pripravili zadeve za 1. september. Naj povem, da smo tukaj veliko razgovorov, potem obiskov opravili tudi v šolah, kjer, seveda virtualno v tem času, kjer že izvajajo programe zdravstvene nege. Veliko smo sodelovali z srednjo šolo v Brežicah, ki je lansko leto zaštartala s tem programom. Namreč velik, pravi, prvi pogoj je bil, da uredimo specializirano učilnico. Kaj je to specializirana učilnica? Seveda ena taka, bom rekla, simulacijska soba, ki je popolnoma enako opremljena kot v kakšnem zdravstvenem domu, kjer dijaki potem opravljajo vse te zadeve v 1. in 2. letniku, se pravi v obliki praktičnega pouka, da lahko skupaj z svojim mentorjem, profesorjem obdelajo vse te module, ki jih imajo v programu zdravstvena nega. Se pravi, tukaj je bilo pomembno, da spoznamo, konkretno lahko povem, koliko bomo imeli umivalnikov, kakšne so to postelje prav za to specializirano učilnico, da morajo biti 3 postelje v učilnici, da smo našli predračuna za vse te lutke, ki jih potrebujejo, se pravi odraslega človeka in pa dojenčka, kajti imajo tudi nego dojenčka v tem modulu. Potem seveda vse zadeve, ki spadajo zraven, da bojo lahko poskušali, kar delajo v programu samem, od prevezovanja do omar, kamor to shranjujejo in tako naprej. Potem so bile recimo takšne zadeve, kakšne oprave bodo imeli naši dijaki, ko bodo prišli na zdravstveno nego. Ja, dogovarjali smo se z ljudmi, ki naj tudi tukaj povem, da je veliko ljudi že pripravljenih poučevati v našem programu. V 1. letniku, se pravi prvo leto, bomo imeli približno 50% zaposlene visoko izobraženega kadra zdravstvene nege. V naslednjem letu bo pa že to ena cela zaposlitev. Na koncu 4 let bo to okrog 2 zaposlitvi in še malo. Ljudje, ki so zaposleni v zdravstvu in delajo v zdravstvu, imajo te afinitete, da bi postali profesorji, se pravi te naših dijakov in zdravstvene nege. Kar pa me izjemno veselilo je tudi to, da so direktorji vseh teh zavodov, ki sem jih omenila, izjemno veseli in podpirajo to, kajti tudi oni bodo imeli potem več možnosti, seveda, te dijake usmerjati preko prakse v sami ustanovi, tako da bojo dijaki v 3. in 4. letniku prisotni tudi v kliničnem okolju, kamor bodo hodili na prakso skupaj s svojimi mentorji in potem opravili tiste stvari, se naučili tiste stvari, ki so potrebne, da se potem po 4 letih mogoče kdo tudi zaposli. Zdaj seveda je veliko takšnih stvari, ki še jih moramo urediti. Prva stvar, ki je bila tudi zelo pomembna, so pa te podpisi učnih ustanov, da bodo naše dijake prevzemali v klinična okolja na opravljanje prakse. In te podpise smo seveda takoj dobili brez kakršnih koli težav, kajti te inštitucije se veselijo, da se bo izobraževal kader tudi v našem okolju.
Kljub vsemu ne smemo pozabiti, da so oddaljene šole, ki izvajajo ta program, v bistvu v radiju 50 km, to je šola v Rakičanu in šola v Mariboru. Pri nas sem prepričana, da se marsikdo ni odločal za ta program, ker je tako oddaljen. Tako da sigurno bodo zdaj imeli večje možnosti. Povabimo pa skupaj s Polono, hodiva na predstavitve v osnovne šole, tako kot na predšolske vzgoje, seveda pride v upoštev naše področje, vseh treh občin, potem pa vse do ptujskega okoliša, celo zanimajo se iz, bom rekla, Juršinec, Cirkulan, Zavrča, potem tukaj do ljutomerskega območja, ravno tako imajo bližje k nam, kot pa v Rakičan, tako da jaz sem prepričana, da zanimanje bo, zanimanje se že kaže in starši nas sprašujejo, osnovnošolci nama pišejo, skupaj se pogovarjamo, zdaj seveda vse virtualno, zato tudi pripravljamo vse te predstavitve za informativne dneve virtualno, tako da imamo veliko dela. Polona, vse te odgovore pa bodo lahko dobili bodoči vaši dijaki oziroma vsi tisti, ki jih zanima ta smer ali katerakoli na vaši gimnaziji v času informativnih dnevov, torej v petek in v soboto. Verjetno boste v živo odgovarjali na vprašanja. Ja, to sta res dva zelo pomembna dneva, kamor bomo povabili in že vabimo naše učence oziroma učence okoliških osnovnih šol. Ne samo mi, ampak tukaj je tudi Ministrstvo za šolstvo prevzelo to nalogo, kjer posreduje tudi podatke šol, kontakte osnovnih, torej srednjih šol, ki jih bodo prejele vse osnovne šole in jih posredovale učencem. Tokrat, ker je pač virtualno, ima tudi to svoje prednosti, ne bodo nujno te informacije dosegljive samo v teh 2 dnevih, v petek in pa soboto, ampak bodo razne platforme in ostali kanali, kjer se promoviramo, odprti tudi še v jesen, tudi do oktobra. Absolutno pa se zavedamo, da preko stika v živo ne more noben virtualni svet tega premostiti. Zato smo seveda pripravili za naše učence, starše njihove, ostale obiskovalce v živo dogodke ob vseh 3 terminih, tako v jutranjem ob 9, pa popoldanskem ob 3, pa še potem v soboto ob 9. Kjer se bomo najprej predstavili z našim programom, predstavili bomo, kaj počnemo, kdo smo, kdo so naši dijaki, kdo so naši zaposleni, kdo smo učitelji, ki poučujemo tam, ostali. In pa seveda bomo ponudili klepetalnice v živo, kjer se že res zelo veselimo, da se bodo jih lahko udeležili tako starši kot naši dijaki z učenci bodo lahko klepetali, učitelji bomo, svetovalni delavci, ravnateljica, bomo klepetali lahko tudi starši. Naši dijaki, ki pa zdaj že vrsto let to tudi v živo, ko imamo informativne dneve, čvekajo, mi rečemo temu čvekalnice, se dobijo učenci, ki prihajajo na te klepetalnice in dobivajo informacije, ki jih mogoče ne dobijo preko spletnih strani, preko uradnih predstavitev, preko medijskih raznih prezentacij, ampak dejansko v živo. No, predvsem zdravstvena nega nas sedaj zanima, Vseeno je torej, tako kot je ravnateljica že povedala, v radiju okrog 50 kilometrov ni srednje zdravstvene šole, pa bi morda še vseeno malo nekaj podrobnosti na to temo. Kakšen pa je predmetnik za prvi letnik, koliko prakse recimo, kako to poteka? Ja, zdaj gre za srednji strokovni izobraževalni program, kar že ime pove. Pomeni, da tukaj dijaki dobijo zelo široko paleto nekih znanj, spretnosti in veščin. Seveda gre tukaj za sklop nekih splošno izobraževalnih predmetov, kjer gre v glavnem za poglabljanje nekih znanj, osnovnošolskih znanj. Mogoče so kakšni predmeti, ki so novost za njih, psihologija, pa mogoče sociologija. Drugače pa so tukaj še potem ta strokovna znanja, ki ravno omogočajo potem dijaku po 4-letnem izobraževanju zaposlitev.
Ta strokovna znanja pokrivajo v bistvu vso zdravstveno nego, vsa področja, od lahko rekla človeka, od rojstva do smrti dejansko, ne. Gre v bistvu za zdravstveno nego in nujno medicinsko pomoč, potem gre za zdravstveno nego otroka in mladostnika, pa zdravstveno nego na specialnih področjih seveda, ne. Tudi potem znanja iz področja anatomije, fiziologije, mikrobiologije recimo, potem skrb za zdravje, tudi v končni fazi varnost, kakovost v zdravstveni negi, socialnem varstvu, trajnostna oskrba seveda. Zdaj v tem predmetniku, poleg splošnih predmetov pa teh strokovnih modulov, ne, je seveda tudi odprti kurikulum, kjer lahko šole izbiramo področja predmetna in pa vsebinska glede na okolje, v katerem živimo. Tako da tu se nam res tudi zdi zelo pomembno, da vključimo to dolgotrajno oskrbo in pa delo z zdravstveno nego v domačem okolju, ne, kjer se bomo lahko povezovali in navezovali na okolje, kar je ključno, ker ta panoga sicer je poklicna panoga že, ki je že dolgo časa, zdaj pa res atraktivna in potem kasneje se lahko mladi zaposlujejo tudi na številnih področjih in delovnih mestih. No, če sem prav razumela, torej v prvem letniku gre nekoliko bolj za splošni predmetnik, za splošne predmete, potem pa v teku let se dodajajo specialistični, torej specialni predmeti. Ja, zdaj v bistvu vse skupaj teče sočasno, ne. Teorija brez prakse ne gre in praksa brez teorije, to se prepleta in tako kot je prej ravnateljica povedala, v bistvu gre za ta praktični stik dijaka na dva načina dejansko, ne. Prvi je ta praktični pouk v šoli, ki bo potekal v tej specializirani učilnici, kjer se bodo res učili dijaki teh osnov, od umivanja rok, previjanja, ne. To je recimo zdaj v obsegu 800 ur, 815 ur skozi vsa 4 leta šolanja. Praksa pri delodajalcu bo pa potekala v različnih kliničnih okoljih, kot so zdravstveni domovi, bolnišnice, socialno-varstveni centri, domovi za starejše občane na primer, in to, kar je tudi prej ravnateljica že povedala, ne. Tam bo pa potem v 3. pa 4. letniku v obsegu malo več kot 300 ur, zdaj to si lažje predstavljam, mogoče en mesec približno v 3. letniku pa en mesec v 4. letniku, ne, potekalo potem prav usposabljanje na teh okoljih kliničnih, kjer bodo dobili direktne izkušnje s pacienti, z ostalimi uporabniki, z njihovimi sodelavci, zdravstvenim osebjem. Predlagam, da na gimnaziji ste en lep filmček pripravili, predstavitveni, pa predlagam, da si ga sedaj kar pogledamo, tako da se bomo lažje vživeli in sploh videli, kaj opravlja, kakšna dela opravlja torej zdravstveni tehnik oziroma tehnica. Sem Puklavec Štefka, zaposlena v Centru starejših Ormož kot medicinska sestra leta 2002. Od tega leta tudi opravljam to delo. Zakaj kot medicinska sestra? Vstop v srednjo šolo sem si ta poklic predstavljala čisto drugače. Mislila sem, da se dela pač medicinska opravila, kot tudi večinoma bolj računalniško ali pa z papirje. Vendar ob vstopu na ta delovno mesto v Ormož sem komaj videla, kaj poklic medicinske sestre pomeni. Vsak dan je drugače, kar je tudi bila moja največja motivacija. Enostavno moraš biti človek do človeka, da si potem tudi sposoben za ta poklic. Moraš imeti smeh, pogum, enostavno biti človek, organizator na samem oddelku in biti na prvem mestu tudi stanovalec, mora biti na tvojem prvem mestu.
Pozdravljeni, sem Martina Ivanuša in sem zaposlena v zdravstvenem domu Ormož. Zaposlena sem v sanitetnih nenujnih prevozih. To delo opravljam že 4 leta. Naše delo pa zajema predvsem prevoze pokretnih in nepokretnih pacientov, ki jih povozimo na različne sprejeme in odpuste iz bolnišnic, obsevanja, terapije in razne kontrole. Pri nas v naših prevozih nas je trenutno zaposlenih 5 reševalcev. Vsi imamo opravljeno srednjo zdravstveno šolo in smo po poklicu tehniki zdravstvene nege. Da lahko opravljamo naše delo, naše prevoze, imamo 3 velika reševalna vozila in pa 2 sanitetnih vozil. Veseli nas, da bomo sedaj tudi v Ormožu imeli to poklicno smer, zdravstveno nego in da se nam bodo lahko dijaki po končanem šolanju pridružili pri nas v zdravstvenem domu, v našo reševalno ekipo. Sem Monika Kolarič-Novak. Prihajam iz okolice Ormoža. Končala sem srednjo zdravstveno šolo v Murski Soboti, natančneje v Rakičanu. Tam sem si pridobila poklic srednje medicinske sestre, natančneje tehnik zdravstvene nege. Od tam sem šla potem v bolnico Ptuj, kjer sem delala 8 let na internem oddelku. Nato pa sem prišla sem v zdravstveni dom, tako da tu sem točno 4 leta, delam v splošni ambulanti dr. Hekiča. Delamo za celotno populacijo, zato je poklic medicinske sestre zelo zahteven. Delamo z mladostniki, z srednjo populacijo in z starostniki. Medicinska sestra mora v tem biti predvsem komunikativna, da vzpostavi neki stik z obolelo osebo. Moje delo se začne zjutraj ob 7 uri. Začnemo predvsem na telefonu, potem odgovarjamo na maile. Ob 8 nekje pa se začne delo v prevezovalnici. Tam izvajamo različne posege, kot so dajanje intramuskularne terapije, subkutane terapije, merjenje krvnega tlaka, merjenje krvnega sladkorja. Medicinska sestra mora biti predvsem prijazna, sočutna, da se nekako zlije z ljudmi, da podoživi njihovo tesnobo, bolezen. Zato si želim, da bi se čim več dijakov odločilo za ta poklic, ker je enostavno lep. Sem Frančiška Kolarič, srednja medicinska sestra. Šolanje sem zaključila leta 1981 na srednji zdravstveni šoli. Sedaj sem zaposlena že 25 let v zdravstvenem domu Ormož, kjer sem delala že na različnih delovnih mestih. Zadnjih 15 let nekje pa delam na šolskem dispanzerju v zdravstvenem domu Ormož. Delo na dispanzerjih šolsko-otroških se razlikuje malo od splošnih ambulant v tem, da tukaj delamo z otroci, ki imajo malo drugačna dojemanja, malo drugačna videnja in je potem tudi pristop do teh otrok mora biti malo drugače. Do otroka moramo pristopati previdno, vsako poseg, vse, kar bomo delali z njim, sprva razložiti, vzeti si za njega cajt, spostaviti prvi stik z njim in šele takrat lahko delamo določene posege pri njem. Naš delovnik se začne ob 7. Kot prvo pripravimo ordinacijske prostore, to se pravi vse na delovnih površinah v ambulanti zdravnika, potem naše delovne površine v prevezovalnici. Začnemo delati administrativne dele najprej, ker ordinacijski čas se začne ob 8. Sprejemamo telefonske klice, si izpišemo naročene paciente, pregledamo maile in se pripravimo dobesedno na delo. To je naš prostor za posege, kjer opravljamo vse posege pri pacientih. Tukaj je delo slednje medicinske sestre, da
imamo naprimer razne preveze, zjutraj, ko si pripravimo ordinacijo, imamo stvari razkužene, vedno imamo pripravljene materijale, da so priročni, da potem lahko to izvajamo. Potem pri otrocih je zelo dosti in kar pomembna zadeva inhalacije, to je dajanje zdravil preko inhalacije. Tu imamo posebne aparate, sestra potem pripravi po navodilu zdravnika seveda, zdravila, ki jih zdravnik predpiše, in potem imamo preko raznih maskic in takšnih turbohalerjev, tukaj notri dajamo zdravila in potem izvajamo inhalacije. To je vnos preko nosu in pa ust direktno v pljuča, tam, kjer je tudi najbolj potrebno. Potem moramo tudi pri otrocih marsikdaj izvajati razne pefe, to je, da se pokaže, koliko ima otrok moč izdihanega zraka, na podlagi tega se potem tudi zdravnik odloča za razne terapije. Potem imamo tudi v naši domeni je, da potem razložimo pacientu, če dobi kakšno terapijo v obliki pumpic ali bilo česa, da potem zdravnik ti naroči, podučiti ga, kako naj zdravilo uporablja, ker samo pravilno uporabljeno zdravilo bo tudi imelo pravilen učinek. To so takšne zadevice. V domenu medicinske sestre je potem tudi, če ti zdravnik določi kakšne zadeve, jim ga stehtamo, zmerimo te stvari, potem tukaj tudi nastavljamo infuzise, se pravi aplikacija zdravil venozno, to je v domeni diplomirane medicinske sestre. Srednja sestra pa lahko samo spremlja pacienta, opazuje ga in pa pozneje tudi odstrani oziroma eksa dano terapijo. Drage dijakinje in dijaki Gimnazije Ormož, bodoči sodelavci v naših timih. Lepo pozdravljeni tudi v imenu zaposlenih na področju zdravstvene nege in oskrbe Psihiatrične bolnišnice Ormož. Kaj je zdravstvena nega? Zdravstvena nega, ki jo izbirate za svojo poklicno pot, je zdravstvena disciplina, ki obravnava tako posameznika, družino, kot tudi družbeno skupnost v času zdravja in bolezni s ciljem, da se doseže čim višja stopnja zdravja. Naloga zdravstvene nege je omogočati njihovo neodvisnost pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti, krepitev in ohranitev zdravja, negovati bolne in sodelovati v procesu zdravljenja in rehabilitacije. Kot sestavni del zdravstvenega sistema, zdravstvena nega obsega promocijo zdravja, preprečevanje obolevnosti ter zdravstveno nego telesno in duševno bolnih ter invalidov vseh starosti v zdravstvenih ustanovah in v lokalnih skupnostih. Področje delovanja zdravstvene nege je specifično glede na strokovno področje dela in prilagodljivo ter odvisno od potreb ljudi, organiziranosti zdravstvenega sistema in dostopnosti do zdravstvene službe in različnih virov, ki so za to potrebni. Kaj je poslanstvo zdravstvene nege? Poslanstvo zdravstvene nege je obravnava človeka, zdravega ali bolnega, ki je enkraten in neponovljiv v času in prostoru. Zato je najvišja vrednota vrednostnega sistema medicinske sestre pacient. Zaposleni v zdravstveni negi smo torej zmožni doživljanja in razumevanja človeka kot celote telesnega, duševnega, duhovnega in socialnega bitja, s svojimi znanji, izkušnjami in sposobnostmi ob nenehnem prilagajanju in spreminjanju
svojega pozitivnega odnosa do sebe, drugih in do okolice. Poklic tehnika zdravstvene nege ali tehnice zdravstvene nege ali kot v slovenskem prostoru poznamo ime srednje medicinske sestre, je na področju zdravstvene nege v psihiatriji izjemnega pomena. Sta sodelavca v timu zdravstvene nege in v zdravstvenem timu usposobljena za vrsto strokovnih del v okviru svojih poklicnih aktivnosti in kompetenc. Tako posameznikov s težavami na področju duševnega zdravja, kot tudi njihovih družin. Glede na poklicne kompetence lahko del aktivnosti zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskega programa izvajata samostojno, del pa kot soizvajalca oziroma sodelavca v timu zdravstvene nege, ki ga vodi diplomirana medicinska sestra. Tako izvajata zdravstveno nego posameznika v različnih stanjih zdravja in bolezni ter v različnih življenjskih obdobjih, nudita pomoč pacientu pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnosti ter dnevnih življenjskih dejavnosti. Sodelujeta pri pripravi pacientov na diagnostične in terapevtske posege in postopke, izvajata nekatere od teh, ukrepata v nepričakovanih situacijah, nudita nujno medicinsko pomoč v okviru pristojnosti in ob svojem delu v odnosu do pacienta in njegovih svojcev vse skozi zdravstveno vzgojno delujeta. Specifične posebne naloge zaposlenih sodelavcev na področju zdravstvene nege v psihiatriji pa so razen tega tudi učenje pacienta in njegovih svojcev, pravilnih interakcij, ustrezne komunikacije in ustreznih medsebojnih odnosov. Dajanje informacij, svetovanje pacientu ob njegovih notranjih stiskah, bojaznih, vodenje vsakodnevnega življenja na oddelkih, spodbujanjem pacienta in učenjem fizičnih, socialnih, družbenih aktivnosti, pomoč in spodbuda pacientu pri zadovoljevanju telesnih potreb in izvajanje številnih aktivnosti. Izjemnega pomena pri nas je prav tako zagotavljanje pacientove varnosti, učenje pacienta, da izraža čustva in spodbujanje k izražanju čustev, skrbeti tudi za terapevtsko vzdušje na bolniških oddelkih in povsod, kjer se zdravijo pacienti z duševnimi motnjami. Izjemno pomembno je zdravstveno vzgojno delovanje, tako v odnosu s pacientom, kot tudi njegovimi svojci in tudi v širši lokalni skupnosti, kjer pacient živi. Zagotavljanje zdravstvene nege in oskrbe na psihiatričnih oddelkih in tudi v drugih zdravstvenih ustanovah je seveda izjemno odgovorno delo in je veliko poslanstvo. Tehnik zdravstvene nege v sodelovanju s sodelavci v timu, diplomirano medicinsko sestro in drugimi zdravstvenimi sodelavci svoje delo torej načrtuje, spremlja, vrednoti, dokumentira in o njem poroča. Izjemno nas veseli, da boste kmalu tudi vi postali naši sodelavci v timih. Srečno! Ravnateljica, bi še morda k temu filmčku kaj dodali? Zdaj, jaz moram povedati, da sem izjemno vesela te pomoči, ki so nam jo nudili strokovni delavci vseh teh naših zavodov. Namreč mi še ne izvajamo tega programa in se ne moremo predstavljati z našimi dijaki. Zato sem skupaj s kolektivom prišla na idejo, da bi ti ljudje, ki opravljajo ta poklic, poskušali predstaviti, kako to poteka. Zdaj, ker se tukaj vsi poznamo, smo seveda predstavili ljudi, ki delajo v naših ormoških inštitucijah. Poklicala sem direktorje in so bili takoj za, mi našli ljudi. In potem naj povem, da sva midva z Denisom Žuranom kar nekaj dni hodila na te obiske.
Jaz moram reči kot ravnateljica, da sem tudi zelo podrobno spoznala, kaj vse opravlja srednja medicinska sestra, kajti mi, se pravi tehnica zdravstvene nege, tehnik zdravstvene nege, kajti to je razlika, ne? Tisti osnovnošolci, ki se bojo v to smer, se pravi, vpisovali, morajo vedeti, da so dela, se pravi tehnika zdravstvene nege, drugačna kot pa dela potem višje ali visoko kvalificiranih zdravstvenih delavcev. No in mogoče to, da sva bila prvič v centru starejših občanov, da sem spoznala tudi te njihove gospe in gospode, ki tam prebivajo in na kakšen način to vse poteka med gospo, ki je na posnetku. Seveda se vse ne vidi, ampak gospa je res nazorno povedala, kako poteka delo v centru starejših občanov. No, naslednjič, ko sva bila v zdravstvenem domu, to so od mladih tehnic zdravstvene nege do tistih, ki imajo že veliko izkušenj in so nas in naše otroke potem tudi prevzemali v zdravstvenem domu, so to povedali na svoj način, kako pa to tam poteka. In na koncu sva bila v psihiatrični bolnišnici v Ormožu, posnela tudi nekaj kadrov iz tega dela, kje vse to poteka, kakšne bolnike imajo in kaj vse potem opravlja tehnik zdravstvene nege, tehnica zdravstvene nege. Ja, zanimivo, filmček je vsekakor zelo nazorno posnet, tako da si bodo vsi tisti, torej, ki se bodo vpisovali v ta novi program, natančno vedeli, kaj jih čaka nekoč, ne, ko bodo torej opravili poklicno maturo. Se vam ne zdi, da bo 28 mest premalo? Zdaj, seveda razpis je razpis, mi vemo, kaj pomeni 28 mest, to je en oddelek. V tem trenutku bom jaz rekla, da smo zelo zadovoljni na šoli za teh 28 mest in seveda jih bomo morali zapolniti. Jaz sem pa prepričana, da obstajajo mladi, ki se želijo opravljati tega poklica, ker ta poklic mogoče ni samo delo v teh inštitucijah, kot smo jih zdaj našteli. To je poklic, ki odpira veliko možnosti na raznih področjih. Kajti, če se vpisuješ v ta program, verjetno moraš biti že po osnovi človek, ki ti je mar za sočloveka, ki imaš rad življenje, ki ti je mar za starejše ljudi, za, bom rekla, ljudi, ki imajo kakršnekoli težave na zdravstvenem področju. Včasih se te zdravstvene težave ne vidijo navzven in to ni samo, bom zdaj malo karikirala, zlomljena roka, zlomljena noga, poškodba, ko padeš, ampak so to tudi mogoče notranje poškodbe. In tudi, če se kdaj potem pozneje odločijo za nadaljevanje te smeri študijske, je to krasna osnova, imajo pa tudi veliko možnosti, da pa se usmerijo v kakšne drugačne vode, ki so povezane z zdravstvom in so danes izjemno pomembne. To so poklici, za katere danes mogoče niti ne vemo, da bodo obstajali oziroma si želimo, da bi obstajali takšni poklici. Kajti, če samo sebe ali pa moje starše ali tudi stare starše pogledam, želimo si danes, da bi aktivno lahko preživeli dolgo časa v enem svojem okolju. In če tukaj obstaja kader, ljudje, ki znajo delati s takšnimi ljudmi, ko bomo starejši, bomo verjetno imeli veliko drugačnih, bom rekla, omejitev, da bomo lahko aktivni, to si vsi po moje želimo. Polona, vas bi še vprašala, seveda zaključi se srednješolski program z poklicno maturo, kakšne možnosti pa imajo potem dijaki? Ja, zdaj, če bi mogoče še samo navezala na ravnateljico, najprej sploh kakšni so pogoji, da en tak dijak se odloči, recimo, da pride da se odloči za izbiro tega programa. Zagotovo je fajn, da se prej vpraša, ali seveda premore oziroma zmore ali pa želi pomagati drugim. Torej,
Ali ima to empatijo, recimo, ne, da se zna vživeti v nekoga drugega, ali pa ne vem, ne, da si pač obuje čevlje nekoga drugega lahko, da pomaga nekomu, ne, da priskoči hitro na pomoč, da pusti mogoče sebe na drugem mestu, kdaj pa prisluhne tistemu, ki je pomoči potreben, ne. Tudi da se zaveda, da nekdo res rabi pomoč, in si ne more sam pomagati, da je zaradi tega potreben on, ne. Da ima hkrati tudi pozitiven neki pogled na življenje, ne? Da tudi sam zna si postaviti neke zdrave poglede, ne, na življenje. Potem ti dijaki, ko zaključijo, ne, in se jim, takim se potem zagotovo odprejo številne možnosti, ne, za naprej. Zdaj pa, ja, možne sta dve poti potem po zaključku, vsaj dve, no. Zdaj recimo, da se takoj zaposli, ker pridobi poklicno izobrazbo po 4 letih, pomeni, da se lahko zaposli res na veliko delovnih mestih, ali je to v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, v teh socialno-varstvenih centrih, ustanovah, mogoče v kakih centrih medicinske rehabilitacije, ne, teh rehabilitacijskih centrih, potem tudi v končni fazi v tem zdravstvenem turizmu, zdraviliškem turizmu, tudi nujni medicinski pomoči, pa v potem raznih humanitarnih organizacijah, potem tudi v kakih sanitarnih organizacijah, ki se ukvarjajo z nego, z nudenjem pomoči. V vsakem primeru je ogromno teh delovnih mest, tudi okrog nas, tudi v našem okolju, kar je zelo pomembno. Potem pa ima seveda možnost nadaljevanja študija, ne, mogoče čez čas ali pa potem takoj po zaključeni poklicni maturi. Tukaj pa je potem možnosti na nadaljevanju študija na visokošolskih strokovnih študijih. Zdaj v Sloveniji imamo nekaj fakultet, v Ljubljani, pa Mariboru, Novem mestu, na Jesenicah, ne, na primer, kjer lahko na fakulteti za zdravstvene vede oziroma na zdravstveni fakulteti potem študirajo različne študijske smeri, od babištva, delovne terapije, na primer, sanitarnega inženirstva, radiologije, tudi laboratorijske zobne protetike, na primer, ne, se specializirajo, seveda zdravstvene nege, ne, kot primarne. Tako da ima tu zelo veliko možnosti študija na teh visokošolskih zavodih, hkrati pa ima tudi možnost študija naprej na nekaterih višješolskih študijskih programih. Zdaj to omogoča en taki, bi rekla, ena možnost je, da opravijo poleg poklicne mature še dodaten predmet mature, mi ga imenujemo 5. predmet mature, ki jim pa potem odpira možnosti še na nekatere druge smeri. Zdaj pa tudi na študije, kot so, ki drugače s poklicno maturo oziroma srednjo strokovno šolo niso dosegljive. To jim pa omogoča, da opravijo na primer tečaj, maturitetni tečaj, opravijo splošno maturo, torej tudi ta prehod je mogoč in se potem vpišejo na fakultete, ki zahtevajo vpis v opravljeno gimnazijo. Od medicine do logopedije, specialne pedagogike, psihologije in mogoče sorodnih smeri, iz katerih so se začutili, da izhajajo, da bi si jih želeli recimo se izobraževati ali delati na tem področju, ampak pri 14-15 letih to ni tako preprosto, ne. To so res ene take zahtevne, odgovorne odločitve. Tako, če torej prav razumemo, najbrž je to tudi našim gledalkam in gledalcem jasno, da so za takšen poklic potrebne tudi neke specifične osebnostne karakteristike, tako da je vseeno prav, da se razmisli. No pa da ne bomo zapostavljali še 2 programov, torej splošnega gimnazijskega in predšolska vzgoja, tudi tukaj torej pričakujete nove dijake. Koliko mest je na enem in drugem programu? Ja, zdaj na obeh programih, se pravi gimnazijskem programu in pa predšolski vzgoji, imamo prav tako 28 mest. Zdaj gimnazijski program je edini program, ki se zaključi s splošno maturo. Zdaj osnovnošolci, tako kot je rekla moja kolegica Polona,
je fino, da mogoče razmislijo, kaj bi radi počeli v življenju, katere študijske smeri bi radi izbirali mogoče po 4 letih šolanja, in tisti, ki izbirajo, se pravi, študije, kjer je potrebna splošna matura, naj si že danes pogledajo, kam se lahko vpišejo s poklicno maturo. Drugi primer je s poklicno maturo plus 5 predmetom, ali pa kam se lahko vpišejo splošno maturo. Če je zahtevana splošna matura, mi vsekakor potem spodbudimo, da se vpišejo na gimnazijski program. Gimnazijski program je tisti program, na katerega smo zelo ponosni, od vsega začetka upravljamo. Mogoče naj povem na tem mestu, da smo izjemno ponosni na vse naše dijake in dijakinje gimnazijskega programa danes, ki jih imamo vpisane, in pa seveda tiste, ki so že končali. To so generacije in generacije, tako da se lahko ponašamo resnično z veliko poklici, ki so jih opravili naši dijaki, od profesorskega, veliko zdravnikov imamo, arhitektov, umetnikov. V bistvu se lahko ponašamo tudi z doktorate, to so že doktorante, na katere smo zelo ponosni, lahko bi jih naštevala veliko časa. Ti dijaki so vse skozi z nami v stiku, se predstavljajo našim dijakom gimnazijskega programa, tudi predšolske vzgoje, tudi dijake in dijakinje imamo, ki živijo v tujini, opravljajo izjemna delovna mesta oziroma poklice, kjer so dejavni, in na nje smo zelo ponosni in jih vabimo tudi k nam. Zdaj na gimnazijskem programu bi želela izpostaviti tudi izjemne rezultate na maturi. Mi imamo zelo majhno število maturantov, sploh v zadnjem letu, pred zadnjem letu, zdaj se bliža še zopet ena generacija manj številna, ampak kljub temu imamo na generacijo včasih 3 zlate maturante, lansko leto 1 zlatega maturanta. Dosegajo izjemno visoko število točk in potem to jim omogoča tudi vpis na željeni študij. Tako da seveda je pa to odvisno od tega, koliko dijak potem vlaga tudi v to, kakšne želje ima za vpis in kakšne točke potrebuje. Predšolska vzgoja, pa moram reči, da nam je na šoli tudi zelo blizu program. Zelo veseli smo tega programa, kajti skozi vse generacije, ki so šle do zdaj čez ta program, so dijaki potem zaključili poklicno maturo. Do zdaj smo bili vedno zelo uspešni, torej 100% na tej poklicni maturi. Imeli smo tudi že diamantno maturantko, ki je dosegla vse možne točke in vpisala študijsko smer babištva, na katerega je zelo težko priti. Ko se pogovarjamo s temi dijaki predšolske vzgoje, so v večini seveda zadovoljni, izbirajo mogoče potem zaposlitev po 4 letih ali vpišejo potem to smer predšolska vzgoja tudi na fakulteto. Zdaj nekaj je takšnih, ki pridejo do 4. letnika in vidijo, da nimajo možnosti se vpisati tam, kamor si bi morda želeli, zato ker nimajo opravljene splošne mature. In zato to govorim, da bodo resnično devetošolci razmislili, kaj je pa morda tisto, kar jih zanima v življenju. Tako da seveda je zopet odvisno tudi v gimnazijski program, moraš imeti res dobro podlago iz osnovne šole. Krasno je, da imaš tudi lepe, dobre, visoke ocene, da si potem lahko uspešen. Prav tako na predšolski vzgoji, ki pa ni kaj dosti lažji program, lahko rečemo, ampak je specifičen program in tam te mora pa veseliti delo z otroki. Tako kot sva pa povedali tudi na zdravstveni negi, je pa zopet posebna specifika. Je pomemben uspeh, torej, s katerim prihajajo ti šolarji, dijaki, torej, na gimnazijo oziroma v te vaše ponujene programe? Jaz mislim, da vsekakor je pomemben uspeh, kajti mogoče bom rekla uspeh ne samo v številkah, potem zaključenega 7., 8., 9. razreda, ampak tudi delovne navade. Sploh za gimnazijski program, ena vedoželjnost, želja potem, da se udejstvujejo kakšnih tekmovanj,
raziskovalnih nalog, potem projektov, vsekakor je to zaželjeno. Ravno tako na predšolski vzgoji. Kot sem omenila, predšolska vzgoja se konča s poklicno maturo in to ni enostaven program. Morda svetovalna delavka še več, ker dela s temi dijaki, lahko pove, vendar ko se pogovarjam z dijaki, s profesorji, vsekakor je želja, da pridejo z delovnimi navadami in z željo po novih znanjih. Ja, res je pomembna ta zgodna usmeritev, ne? In pa predvsem, da so oni seznanjeni, pravočasno pa informirani, tudi potem z možnostmi nadaljnega študija, ker to je tista motivacija, ne? Ali pa zaposlitve dalje. Idealno je, da bi z vsakim učencem lahko imel en taki individualni pogovor na začetku. Mi to poskušamo, da res te vpise vsaj izvedemo čim bolj neposredno v živo, ne, z stikom. Tukaj se potem oni res lahko odločijo. Tako pa je rekla, ne, Klavdija, pomembno je, da so motivirani za to. Pomembno je tudi, da so vedoželjni, da se vključujejo, da imajo nekega raziskovalnega duha, ne? Pa tudi, da so vključeni v kakšne druge dejavnosti. Zdaj, eno tako področje je prostovoljstvo, prostovoljno delo, kjer lahko že za časa osnovne šole, ne, pridobijo v bistvu neke izkušnje, da vidijo, kako se znajdejo na nekem področju. Mi smo imeli recimo na gimnazijskem programu, ker se vključujemo, povezujemo z različnimi inštitucijami, tudi v našem okolju. Naprimer, v osnovni šoli je Stanka Vraza, kjer so dijaki želeli se preizkusiti v tem delu, kako je delo z otroki s posebnimi potrebami. In so tudi se pokazali zanimivi rezultati, recimo tudi, da so pa dijaki ugotovili, jaz pa tega ne želim nikoli delati. Tako da se mi zdi jim dati tudi poleg tega predmetnika, obveznih kurikulumov in vsega, kar je na šoli, eno to možnost, da oni sami poizkusijo, kje so dobri, kje so močni, kje se vidijo, kje se ne vidijo tudi. In tudi tu jaz vidim našo vlogo, ne, da jim damo čim več takih okolij. Fajn pa bi bilo, da bi to že iz osnovne šole tudi prinesli in imeli to možnost, da spoznajo program. Ja, hvala lepa za vsa pojasnila. Zelo me je veselilo, da smo imeli torej možnost še malo doreči vse skupaj. Sliši se namreč zelo fajn, ne? Še tretji program na ormoški gimnaziji. Preden pa se poslovimo, pa še morda vseeno, ne, je treba poudariti, da vsi učni načrti, da tudi tisti končne zahtevnosti poklicnih ali splošnih matur so vse slovenske, ne? To bi veljalo povedati, da ni nujno torej, da gremo na nekšno prominentno gimnazijo, lahko ostanemo doma. Tako je. Jaz bi rada poudarila in to poudarjajo oziroma lahko potrdijo dijaki, ki so že končali našo šolo, ki so že končali eno ali drugo maturo. Gimnazija Ormož ponuja na obeh programih, se pravi, takšno pripravo, takšen potek čez 4 leta, da so potem uspešni. Mi nudimo vse možnosti, tudi, se pravi, kot sem omenila, tekmovanj, udejstvovanja na tekmovanjih. Mi imamo državne prvake na večjih področjih. Se pravi, imajo možnosti, veliko teh možnosti, o katerih smo govorili in bomo zdaj govorili tudi na informativnih dnevih. Kot pa je rekla Polona, imajo največjo možnost tisti devetošolci, ki se želijo informirati o naših programih, možnost vprašati v klepetalnicah naše dijake. In oni so tisti, ki bodo povedali resnične zgodbe, kaj vse za možnosti so. Vsekakor pa gre za popolnoma enake programe. Kot sva pa rekli, izkoristiti možnosti vseh udejstvovanj, tekmovanj, raziskovalnih nalog, raznih projektov, vključiti se v vse možne obšolske dejavnosti, od prostovoljstva do kakršnega koli vključevanja v druge dejavnosti, ki jih veliko število ponujamo tudi na šole. Konec koncev tudi krožkov, ki jih ponujamo, učenja tujih jezikov, še dodatnih, ki jih naša šola ponuja, ogromno možnosti imajo.
V končni fazi ne smemo pozabiti tudi, da veliko potujemo v Sloveniji in pa tudi izven meja. Te izkušnje so zelo, zelo dobrodošle. Naši dijaki se priključujejo ravno tako potovanj, so bili že tudi v Ameriki, tudi so šli na kako prostovoljstvo ven in te izkušnje jim prinesejo veliko, veliko širine. In pridobiti te izkušnje, ja, imajo možnost pri nas na Gimnaziji Ormož. Hvala lepa, gospa ravnateljica. Polona, lepo prosim samo še za povabilo na informativne dneve, kjer bo torej možno izvedeti vse podrobnosti. Res je. Dejansko vabimo na našo šolo, torej 12. in 13. februarja, na predstavitev naše šole, življenja pri nas, dela pri nas, preko spletne strani Gimnazije Ormož in preko različnih kanalov, platform. Zdaj 12. in 13. bo odprta prav posebna platforma, kjer se bodo lahko bodoči dijaki sprehajali in si pogledali vse sobe, ki smo jih zapolnili z zelo kvalitetnimi, zanimivimi vsebinami, med drugimi tudi posneli dejavnosti, ki smo jih počeli, ki so jih počeli naši dijaki, ki jih še počnejo, predstavljali tudi naše bivše dijake, njihove poti, potem tudi starše, kajti oni so zelo pomemben segment v srednješolskem izobraževanju, prav tako trikotnik. Potem bomo pa predstavili tudi vse, kar počnemo na vseh področjih, raziskovalnem, naravoslovnem, družboslovnem, umetniškem ustvarjanju, torej zdaj za oba programa. Dotaknili se bomo tudi predstavitve seveda tega našega novega programa, na katerega smo izjemno ponosni, in omogočili bomo tudi možnost klepetanja v živo. Res je, da smo mala šola, ampak zaradi tega še toliko bolj slišimo lahko posameznika. In to se nam zdi izjemno pomembno in v veliki meri je to prineslo res veliko dobrih pa pozitivnih stvari do zdaj. Tako da vljudno vabljeni 12. pa 13. februarja, da se vidimo pri nas. Hvala lepa še enkrat obema in seveda uspešno delo. Dragi devetošolci, drage devetošolke, seveda vljudno vabljeni, da se nam pridružite torej letos na virtualnih informativnih dnevih, torej na www.informativni-dnevi.si. Naj pa ne pozabim omeniti, da nas vse skozi vse 3 programe izjemno podpira občina Ormož, kajti nudimo tudi vsakemu našemu dijaku možnost pridobitve štipendije, seveda če izpolnjuje vse pogoje, ki jih občina potem objavi na razpisu in ne prejema druge štipendije. Vsi dijaki, ki prihajajo iz občine Ormož, jim občina Ormož potem tudi pokrije strošek prevoza. To ni mala stvar in je potrebno omeniti. Kar pa smo izjemno ponosni, je pa tudi to, da pri nas dijaki vsak dan dobijo topel obrok, prehranjujemo se na osnovni šoli Ormož, tako da če razmišljate, da pridete k nam, vam mislim, da ne bo žal, kajti ponujamo izjemne 3 programe in pa seveda veliko, veliko drugih ugodnosti. Tako, hvala lepa za pozornost, spoštovane gledalke in gledalci. Upam, da je danes med vami bilo čim več devetošolcev in seveda njihovih staršev, tako da se boste lažje odločili o svojih novih poteh v življenju. Ja, kot smo izvedeli, tudi dijaški dom bi naj enkrat gradili v Ormožu, kot pravijo torej na občini, odvisno od potreb, ki se bi izkazale v naslednjih letih, oziroma koliko dijakov bo pač prišlo v Ormož. Vsi skupaj torej si želimo uspešno informiranje v naslednjih dneh in vse dobro vam želimo, pa pazite nase. Sicer pa bodite z nami tudi čez 7 dni, ko pa bo naša gostja, direktorica knjižnice Ormož, Milica Šavora, kajti 8. februar je v naslednji ponedeljek, tako da se bova imeli veliko pogovarjati. Srečno do takrat!